Dober večer. Mesec dni je naokrog in v oddaji To morate vedeti, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, bomo ponovno govorili o vzdrževanju in prenovi starih stavb. Ker ima stara hiša v našem okolju še vedno prizvok zaostalosti, slabega gospodarja, celo slabega načina življenja in dela, moramo o vrednostih starih stavb znova in znova govoriti, moramo te vrednosti znova in znova razlagati. Odstrnitvi ene od vrednosti je namenjena tudi ura našega večernega druženja v tem zadnjem novembrskem večeru. Dovolite mi, da uvodoma, preden predstavim gosta naše oddaje, na kratko povzamem vrednosti starih stavb. Da na kratko povem, zakaj se modri odločajo za prenovo in ne za gradnjo novega. Prva vrednost starih stavb je gotovo način trajnostnega, okoljevarčnega obnašanja njihovih lastnikov. Z prenovo stavbe se obnašamo tako, kot če recikliramo star papir, pločevino ali stare steklenice. Material, ki je v stavbo vgrajen in to stavbo prenovimo, namreč na nek način tudi recikliramo, mu podaljšamo življenje. Druga okoljevarčna vrednota, tudi zaradi te vrednote in vrednosti se nekateri odločajo za prenovo starih stavb, je njena racionalnost. Stare stavbe so tudi sodobnimi merili racionalnosti okolje varčne in pasivno izkoriščajo naravne vire, predvsem sončno energijo za zdravo bivanje v prostorih. Poleg tega je bivanje v naših starih stavbah tudi dokazano zdravo. Gradiva, iz katerih so te stavbe sestavljene, oblikovane, zgrajene, so naravna gradiva, ki v prostore bivanja ne oddajajo zdravju škodljivih strupenih snovi ali pa vsaj v tisti najmanjši količini. Poleg tega za prenovo starih stavb varujemo našo stavbno izročilo. Vsa tista znanja, ki so jih naši predniki vgradili v stare stavbe, prenašamo našim potomcem. Teh znanj pa ni malo. Od zidarskih, tesarskih, slikarskih, kiparskih, rezbarskih in tako naprej. Prenašanje kulturnih vrednosti stavb je pa tudi za dograjevanje kulture naroda zelo pomembno. In pametni prenavljajo stare stavbe tudi zaradi gospodarnosti. Prenova je še vedno cenejša kot novogradnja. Posebej je cenejša, če primerjamo izdelke v njihovi dejanski vrednosti. Če bomo stara, masivna, lesena vrata zamenjali z industrijskim polizdelkom, bo prvi vtis res takšen, da je prenova dražja od novogradnje, toda lesena, iz polnega lesa izdelana vrata imajo trajno vrednost. In še zadnja vrednost starih stavb, ta se pojavlja predvsem v zadnjem obdobju, je pa vrednost turističnega trženja in to posebna vrednost turističnega trženja. Mi vemo, da turisti stavbno dediščino že desetletja in stoletja opazujejo, si ogledujejo. Tudi naša prestolnica je privlačna predvsem zaradi starih stavb, ki so združene v srednjeveški baročni secesijski, Plečnikovi, pa ne nazadnje tudi Ravnikarjevi v Ljubljani. Ampak novi turisti radi živijo v teh stavbah, ne samo, da si jih ogledujejo, radi preživijo tudi del svojih počitnic, dopusta na tradicionalen, na drugačen način. In ravno zaradi tega so se v Evropi lastniki teh stavb, to se pravi stavb z neko dediščino tradicionalnih stavb, med seboj povezali z skupnim ciljem, da bodo te stavbe tržili, istočasno bodo pa na ta način to kulturno dediščino stavbarstva
ohranjali pri življenju, če preprosto povem. Ena od takšnih skupnosti, oziroma s tujko imenovana konzorcij, je tudi Evropa tradicije. Članica omenjenega konzorcija je postala s pridružitvijo zavoda Hiš s tradicijo tudi Slovenija v letošnjem letu. In z nami je direktor zavoda Hiš s tradicijo. Uroš, dober večer. Pozdravljeni. Ja, res je, živa. Letos, 8. oktobra, točno na seminarju v Ljubljani, v okviru mednarodnega projekta Europe of Tradition, je tudi Slovenija po 3 letih postala polnopravna članica konzorcija Evrope tradicije. No, v tem konzorciju so do sedaj že bile Anglija, potem Francija, Irska, Nizozemska in Portugalska. Te države pa združujejo v konzorciju svoje interese v glavnem zato, ker želijo v svojih deželah spodbuditi ohranjanje kulturne dediščine na en poseben način. In to je na način, da lastniki stavb, ki so še ohranili stavbno dediščino v arhitekturi, ki so še ohranili tradicijo v običajih, hrani, te stavbe vključijo v turistično ponudbo, da jim dejansko odprejo vrata. In potem v okviru tega konzorcija je druga pomembna stvar, da poskušajo skupaj doseči boljše tržne učinke, se skupaj predstavljajo, dejansko se ta individualna evropska kulturna dediščina organizira in predstavlja trgom predvsem tretjih daljnih dežel, to so predvsem Japonska, Združene države, Avstralija. To pomeni, da ta konzorcij dejansko povezuje partnerje iz različnih držav v skupnost, katere cilj je gospodarsko ohranjanje kulturne dediščine. Ja, res je. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, ugotovili ste, da se bomo danes pogovarjali o, če rečem v narekovaj, o trženju kulturne dediščine, o trženju stavb, ki imajo neko zgodovino. Zavod Hiš s tradicijo ima torej jasen cilj, da v slovenskem prostoru povezuje posamezne lastnike te stavbne dediščine. Kakšne prednosti pa pravzaprav imajo te člani, ki so vključeni v ta zavod Hiš s tradicijo? Ali je to kakšna finančna podpora, ali gre to za moralno podporo, ali gre za kakršnokoli izobraževanje? Če se vključujejo, če se med seboj združujejo, imajo gotovo neke vzroke za to, da so pristopili k temu zavodu. Članom poskušamo nuditi čim bolj praktično podporo. Namreč samo moralna podpora ni dovolj, da bi dala rezultate. Seveda gre tudi tukaj tudi za moralno podporo in za osveščanje širšega kroga javnosti. Ampak da članom čim bolj praktično pomagamo in pomagamo dejansko v tem smislu, da v hišah in poskušamo spodbuditi z nasveti, s temimi predlogi, oživiti tradicijo in ohraniti tradicijo, ter jim pomagati s trženjem. Ker marsikateri član, ko smo z njim pogovarjamo, smo opazili, da ni bil problem finančnih sredstev, ampak da samo dejstvo, da ni vedel, kako narediti, je pripeljalo do tega, da je nekaj prenovil tako, da bolje ne bi bilo. In pa drugo, kar je, član, ki želi potem sprejemati hiše, sprejemati goste kot hiša s tradicijo, mora izpolniti merila postavljena v pravilniku ocenjevanja stavb, ansamblov, glede na identiteto oziroma razpoznavnost v arhitekturi, opremi, v ponudbi. No, ta merila so dosti zahtevna in zato so ti nasveti s področja svetovanja, kako ohraniti dediščino, zelo, zelo dobrodošli. Druga pomoč, ki jo pa člani pri nas so deležni, je pa pomoč v trženju. Mi smo v preteklosti naredili
zloženko, promocijsko mapo z prvimi hišami s tradicijo, ki je v slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku, namreč orientirani smo na tuji trg. Narejena je spletna stran Hiš s tradicijo, ki je povezana s stranjo konzorcija Evropske tradicije. Tole promocijsko mapo ne pustimo, da leži v predalih, ampak jo Slovenska turistična organizacija, potem Slovenski turistični informacijski center v Ljubljani z Zavodom za turizem Ljubljana plasira v turistične kroge, da doseže ciljno publiko. In pa tudi v zavodu želimo res čim bolj pristopiti k našim članom, čim bolj pomagati, zato za tiste goste, ki želijo rezervirati iz daljave, primer s kreditno kartico, pa naši člani nimajo, ne sprejemajo kreditnih kartic, jim le to omogočamo. Želimo biti čim bolj praktični. Pa danes prvič vidim en poseben znak Hiš s tradicijo. Je ta znak tudi na pročelju teh stavb ali je to samo okras na tvoji delovni mizi v kabinetu v Ljubljani? Ja, po pravici povedano, v tem trenutku je še okras na moji delovni mizi. To je vzorčen znak, ki je narejen, bo pa do konca leta tudi označeval pročelja vseh 9 hiš s tradicijo, ki so v mreži. Ne, to ni filozofija Hiš s tradicijo. Namreč hiša s tradicijo pride do osebnega kontakta gostitelja do gosta in ta osebni kontakt se ne more v pasovnem turizmu nikakor vzpostaviti. Zaradi tega je nekje tudi postavljena meja največ 14 sob, 14 nekje nastanitvenih enot ne bi bilo maksimalno število, ki še omogoča nekje osebni stik do gosta. Je pa tukaj mogoče še ena stvar za povedati. Vsako okolje v Sloveniji ni primerno za masovni turizem, marsikdo si ga želi, samo okolje ne prenese, namreč večji gostinski nastanitveni kompleksi pokvarijo našo kulturno krajino. In v takem okolju, ko pa mi že imamo hiše odprej, katerim moramo samo še, kakor si prej rekla, jih obnoviti, stare materiale, jim dati novo vsebino, novo življenje. V takem okolju je nemasovni, individualni, sonaravni turizem dosti bolj primeren. In gre pa tukaj tudi za to, da tak turizem mora graditi na kvaliteti. Zaradi tega, ker Slovenija je premajhna za poplavo turistov in pri nas moramo imeti eno razmerje med številom in pa ceno naše ponudbe. Namreč v Hišah s tradicijo pravimo, da hiše ne bi nikoli preživele, če se ne bi znale prilagajati novemu današnjemu času. Zaradi tega tradicijo vključujemo v vsakdanje življenje in tudi to je smisel. Namreč kulturna dediščina kot spomeniki jo moramo ohraniti, ker nam daje identiteto, ampak ne bo pa v širši družbi tako dobro preživela, kakor če jo mi vključimo med nas, če ljudje spoznamo, da lahko od kulturne dediščine, od tradicije v produktih tudi živimo, da je to dejansko gospodarska, ekonomska vrlina, ki jo je vredno negovati. Hiša s tradicijo, da zaključim, stoji torej na 3 temeljih, na varstvu kulturne dediščine in varstvu njenih razpoznavnih različnosti, iz dediščine, ki jo prenaša v sedanjost, to se pravi iz kontinuitete razvoja te dediščine, izvira tudi moč naroda in v končni fazi hiše s tradicijo. Hiše ohranja z turističnim trženjem, to je z ekonomskim virom. In to je tudi v bistvu smisel tega zavoda Hiš s tradicijo in konzorcija, ki v Evropi deluje.